Dober večer, Bog daj, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Večkrat mi kdo od vas reče, ti si še mlad, mi pa se že staramo, pa žal že tudi meni kar hitro čas teče naprej. Če pomislim, da sem komaj začel s postnimi oddajami, je danes že cvetna nedelja in velika noč je tako že tik pred vrati. Praznik svetega Jožefa, Jezusovega rednika, in pa praznik Gospodovega oznanjenja Mariji sta zaokrožila ta postni čas, ki ga danes obhajamo zadnjo postno nedeljo, cvetno nedeljo. Danes smo prepevali Hozano, spomin na Jezusov slavni vhod v Jeruzalem. Nesli smo k blagoslovu oljčne veje in ostalo zelenje v spomin na palmove veje, ki so jih jeruzalemski prebivalci naslali pred Jezusa, jahajočega na oslu. Ta stara krščanska navada obstaja že od 8. stoletja dalje in ta žegnani les ali zelenje ima po posameznih krajih Slovenije različne običaje in pa tudi različna imena. V Prekmurju nosijo k blagoslovu presnec. Na Štajerskem je to vejnik, pušelj ali butara. Na Koroškem ga imenujejo presta, snop ali prantelj. Na Gorenjskem obstaja beganica. Pisatelj Janez Jalen je v svojem ovčarju Marku lepo opisal vzdušje cvetne nedelje na Rodinah. Na Dolenjskem se imenuje leseni žegen ali pušelj, v Beli krajini pa drenek ali kar moški žegen, saj ženski žegen je na to na Veliko soboto. Notranjska uporablja ime močerat, saj so butare zaradi jabolk in pomaranč tudi pisane. Naši primorski kraji pa so uporabili naziv fašina. Povsod so butare nosili otroci in mladina, saj so po maši tekmovali, kdo bo prej prišel domov in s tem prinesel v hiši več blagoslova in sreče. Vsak del butare, naj bo to vrba, leska, dren, brin, lovor, bršljan ali oljka,
je imel svoj pomen in namen. Zelenje so dali živini, šibe in palice so vzeli pastirji in orači za poganjanje živine, oljka pa je ostala za zažiganje ob hudi uri in za kajenje okrog domov na 3 svete večere v božičnem času. Pri nas se večinoma uporablja ime butara in slike prave orjaške butare, ki jih nocoj gledate, sem posnel v fari Šmartno v Tuhinju, kjer pridni farani leto za letom višajo ta simbol cvetne nedelje. Ta simbol pa bo tudi vprašanje moje nocojšnje oddaje. Kaj menite, koliko je meril v dolžino, ko je ležal, ali v višino, ko so ga postavili, ta simbol, torej ta butara v fari Šmartno v Tuhinju? Torej, zanima me, koliko metrov. Odgovore pošljite najkasneje do Velikega petka. S cvetno nedeljo se tako začenja Veliki teden. Ime ima od tod, ker nam v tem tednu stopajo pred oči velike skrivnosti in veliki dogodki iz našega odrešenja. In prav cerkveni obredi nam v dramatični obliki globoko in nazorno kažejo prebritke prizore iz Gospodovega trpljenja. Današnja nedelja tvori nekako uvod v te dogodke. Mašni obredi obsegajo blagoslov zelenja, procesijo okrog cerkve in branje pasiona, trpljenja Jezusovega. Tako je bilo danes po vseh naših cerkvah. Sklikali smo Jezusu kot Jeruzalemčani, ki pa so ga žal nekaj dni zatem sami obsodili na smrt. Bomo to storili tudi mi? Po sreči in ljubezni človek hrepeni, resnico in lepoto naše si srce želi. A kam naj gremo iskat vse to? Le kdo nam odgovoril bo, če ne ti, Gospod? Komu pojdemo, Gospod, polni dvomov in vprašanj, če ne najdemo te več? Komu pojdemo, Gospod, komu pojdemo, Gospod, polni dvomov in vprašanj, če ne najdemo te več? Komu pojdemo, Gospod? Od vsega hrepenenja prav malo se zgodi in na veselje kratko ostane nam samo spomin. Čemu naj živimo, če vse je zaman? Le vera kaže pravi cilj, tu si ti, Gospod. K tebi pojdemo, Gospod, in življenje daješ nam, ti resnica si.
Toliko za nocoj, spoštovane gledalke in gledalci. Vabim vas vse, da si ogledate moje kratke oddaje, ki bodo na sporedu v velikem tednu. Le-te pa bomo skupaj zaključili z velikonočno alelujo na največji praznik krščanstva, na Veliko noč. Pa z Bogom!